Gostja v tem studiu, odlična mlada pevka Ana Grdadolnik. Ana, zdravo. Zdravo. Fajn, da si prišla, tako sem že prej rekel, smo veseli. Še nedolgo nazaj smo te videli na odru Eme, si bila ena taka zvezda letošnje Eme, tudi za nas, tudi mi smo vsi navijali. Povej za začetek, to je bila tvoja prva Ema, kakšna je bila izkušnja, overall takšna v celoti? Pa super, se mi zdi, da ogromno ljudi spoznaš, novih. To mi je bil v bistvu cilj, pa tudi neko mogoče prepoznavnost pridobiti, tako da to, kar sem v bistvu želela, sem dosegla. Dobro. Seveda pač bi tudi bilo lepo, če bi zmagala, ne? Ampak zdaj navijamo za Klemna na Euroviziji. Ne? Tako, si drugače že, bomo rekli, ena od tistih, ki vsako leto spremljaš tudi Eurovizijo, pa tudi našo Emo. Ja, res je, sem. Bi lahko rekel, da si oboževalka Eurovizije? Ja, sem, zaradi tega, ker se mi zdi, da ogromno komadov si pol dam na playlisto, recimo, ko imam Apple Music, pa si dam pol te eurovizijske komade kar not. Ja, in skoro bi bilo tako kot je, recimo leta 88, Švica imela Celine Dion, bi lahko skoraj mi tebe letos imeli. To pa je kar... Ampak, glej, nikoli ni prepozno. Sem prepričan, da še bo tudi zmaga, tudi na Emi. Sicer pa si se predstavljala s pesmijo Čau. Kaj bi povedala o tej pesmi? Ja, jaz sem v bistvu rekla, da je ta pesem za vse tiste, pač ljudje vemo, da nismo vsi vsem simpatični. To je pač dejstvo. Zdaj pa sem rekla, s čim bi se pač ljudje lahko poistovetili, jaz s tem. Tako da pač vsem situacijam, ljudem, ki nam pač niso simpatični, rečemo čau. Super, delala si veliko, verjamem, tudi na samem nastopu, ne? Tudi z ekipo, ki je bila s tabo. Ja, res je bilo ogromno dela, tu se moram zahvaliti Mihi Krušiču, ki je v bistvu prevzel pol celi projekt, da mi je zorganiziral vse, imela sem 4 plesalce, ki so bili krasni in smo se ful razumeli, pa pol svojega frizerja, make-up artistko, pač res je bilo top, stilistko Jernejo Zemborovski, tako da. Dobro, povej, kakšni so zdaj odzivi po Emi? Kaj ti pravijo ljudje? Večini ljudi je bil všeč moj nastop, ker so tudi rekli, da se jim zdi, da sem pokazala malo drugačno sebe, kar je tudi dobro, ne? Ja. Da stopiš malo iz svoje cone udobja, ali kako se že reče, pa sem pač tudi malo zaplesala, pa jaz sem se imela fajn, tako da mislim, da je to glavno. To je zelo pomembno. Prva zelo pomembna stvar, da si se ti imela fajn, da si uživali, in to smo konec koncev mi vsi tudi videli, ko smo navijali zate. Jaz predlagam, da poslušamo zdaj, torej Čau, na tem radiju, da dobimo tisti ta pravi feeling še enkrat, ki si ga tudi ti imela s svojo ekipo na odru letošnje Eme, pa seveda še potem kaj več povemo tako o tvoji glasbeni karieri, o Emi in tudi o tem, kaj pravi naš Matic Jeger, ki je sicer tvoj bratranec. Vse to v nadaljevanju, zdaj pa Ana in Čau na tem radiju. Ana in Čau na tem radiju. Ana pa je tudi z nami v živo v tem studiu. Fajn, prava energična pesem, ki smo jo rabili za to popoldne, bravo. Ja, jaz sem imel tudi fajn tukaj, tako da. Super, ti si, kot smo rekli, ne, in kot mnogi tudi vedo, mogoče sestriča našega Matica Jegera, dva tako slavna v eni familiji, ne? Kak je pol to na enem nedeljskem kosilu družinskem, recimo? Ja, zanimivo je, ker... Kdo je bolj glasen, ti ali Matic? Oba isto, najbolj glasen je najin stric. Ok, kdo bolj še poje, ti ali Matic? To pa je... Težka dilema. Težka. Kdo več poje? Matic. Tu pa ni dileme. Dobro. Skratka, naš Matic Jeger je danes zjutraj, ko smo mu povedali, da prideš, med drugim sporočil tole. Slaba pripovedovalka vicev. Mislim, res slaba. Ono, ko pove punchline, da se ti drobovje skrči, ker ne veš, ali bi se jokal, ali kaj, ali bi zaploskal, tako je bilo slabo, ali kaj. Ona sicer misli, da je zelo dobra v tem, samo ni. On res ni. Tako da prosim, ne ji reči, naj pove kako šalo in ne, nimamo tega v familiji. Kaj bi mu rekla? Da je najbolj smešno to, da se vedno smeje, kot da mu je smešno. Tako da lepo prosim, jaz ne vem, kdo pol tu blefira. Vsi se mi smejejo, zdaj ne vem, kje je njegov problem. Dobro, tako da komod bi tudi Ana zdaj kak vic povedal, recimo, katerim bi se vreme smejali. Imaš kakega hitrega na zalogi? Pa pustimo to za drugič. Ok,
Gremo nazaj k tvoji glasbeni karieri, k tvojim nastopom. Pravzaprav si zdaj, ko si bila še na EMI, nekako izkusila kar vse te ta velike slovenske odre. Videli smo te najprej tudi na šovu Slovenija ima talent, potem zdaj EMA, potem s Plestenjakom si nastopila v Stožicah tudi, ne? Konec koncev v naši največji dvorani, pred največjim občinstvom. Najbrž je to zdaj, kljub tvoji mladosti, ne, že ena taka kar dobra izkušnja, ti veliki odri tudi pa nastopi. Ja, ker sem ugotovila, da večji je oder, lažje mi je, pa rajše sem tam. Dobro. Ja. Dobro, se pravi, večja trema recimo v enem manjšem gasilskem domu ali pa kulturnem domu, zdaj kot pa recimo pred več tisoč glavo množico Stožica. Mogoče res zaradi tega, ker enostavno vidiš vse poglede ljudi, Ja? pač se moraš enostavno povezati z njimi, ne? Tako da, ko je pa 14,000 ljudi, pa pač ne moreš, samo čutiš tisto njihovo pozitivno energijo in je, mislim, res dober občutek. In ni nič treme, ali je še vseeno tista zdrava? Tista zdrava, Ja, tudi jaz se mi zdi, da imam še mora vedno. biti. Ja, je, Pač. ne. Okay. Da je pol vse naredilo, tako je treba, ne? Ko preizkusiš vse te majhne in veliko večje odre, kakšni so potem načrti za naprej? Česa si zdaj želiš? Kam bi zdaj šla? Kje bi nastopala? Definitivno bi si želela še kdaj se udeležiti EME, pa tudi kakega festivala, tega slovenskega še, ne vem, tako so Melodije morja in sonca. Zdaj pa se bom prepustila toku, ker mi to pravijo vsi, da moram, saj sem še mlada, da imam še toliko časa, da naj ne prehitevam vse, tako da se prepuščam samemu toku, tak recimo. Kak lepo. Mi ti seveda od srca želimo, da rata ves ta tok, da bo šel v pravo smer, takšno kot si ti tudi želiš, da ga boš vseeno tudi malo tako v pravo smer usmeril. Ja, da bom, ja. Dobro. Hvala, da si danes bila z nami. Vse dobro ti želimo in upam, da se kmalu spet vrneš, ne? Zagotovo bo bratranec spet imel kaj zapovedati tudi. Hvala za povabilo. Matic ima vedno nekaj za povedati, tako da se ne bom presenečena. Super, vedno dobrodošla pri nas na totem radiju. Ana Grdodolnik. Ana, evo in seveda za tvoj lep nasmeh. Wow, hvala. Še ena odlična zobna ščetka digitalnega zobozdravstva VBO Premium. Zobna ščetka, da bo nasmeh na teh velikih, največjih in tudi tistih manjših odrih še vedno ostal tako prijeten. To ti želimo. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Hvala, Ana, uživaj. Čau.